Hrvaški Jezušček je imel tudi, pa ni imel, je zdaj tudi dobil, zdaj je vse, ta restaurator Kanina, ona je vse izhajala iz teh Plečnikovih stebrov in je vse bolj te stvari, tudi podstavke za sveče, kot svečniki je zdaj v tem stilu. In tukaj v bistvu lahko tudi maša? Se je, to je zimska kapela. To je zimska kapela, ja. Vsi lepo pozdravljeni na ta lep nedeljski dan, na to nedeljsko dopoldne, ki je poseben dan, žegnanska nedelja, in zato smo se tudi danes zbrali, da bomo skupaj praznovali. In na začetku tega današnjega slavja in praznovanja bosta najprej dva blagoslova, blagoslov zimske kapele, pisarne in veroučne učilnice in potem še blagoslov zelišč, ki nam jih naše skrbne žene vsako leto pripravijo in tudi na tak način obeležimo praznovanje Jernejeve nedelje. V preteklih letih me je pokojni župnik Franc Povirk redno vabil na žegnanja in takrat se res še nisem mogel misliti, da ga bom čez nekaj let tudi nasledil. In v tistih nekaj letih sva postala prijatelja. In zato se ga velikokrat res hvaležnostjo spominjam in spomnim in tudi gospoda Zaletelja. Po njuni zaslugi in še posebno po zaslugi vseh vas, peških faranov, ki ste zgradili to lepo hišo, župnišče. Se danes veselimo, da smo nadgradili in dodali nekaj stvari, da je, upam, še bolj prijetno vstopiti van. V hvaležnosti do vseh, ki so se v preteklem letu trudili pri teh obnovitvenih delih in v hvaležnosti Bogu, da nam daje možnosti in moči, da skupaj lahko naredimo nekaj dobrega, bomo sedaj imeli ta blagoslov. Molimo. Dobri Bog, na današnjo Jernejevo nedeljo smo zbrani pri tem našem župnijskem in občinskem praznovanju in te prosimo, blagoslovi to zimsko kapelo, v kateri se zbiramo k sveti maša med tednom v zimskem času. Naj bo še naprej prostor molitve in srce te naše lepe hiše. Nakloni nam, da se bomo radi zbirali k obhajanju svete Evharistije. Blagoslovi tudi veroučno učilnico in župnijsko pisarno, da nam bodo ti prostori služili pri pastoralnem delu, pogovorih in srečevanjih. In nenazadnje nam vsem pomaga, da si bomo prizadevali, da bo župnišče zares župnijski dom, kjer se boste čutili domače in boste farani radi prihajali in se pomodili v teh prostorih. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen.
Tako nadaljujemo z blagoslovom zelišč. Tudi letos ste jih nabrali veliko in najrazličnejše in ste jih prinesli k temu blagoslovu. Z njim se bomo zahvalili Bogu za lepoto stvarstva in za zdravilno moč zelišč. Blagoslovljena zelišča, ki jih boste odnesli na domove, naj bo znamenje Božjega varstva in našega veselja, da smo kristjani in da so naša imena zapisana v nebesih. Molimo. Gospod naš Bog, zahvaljujemo se ti za čudovito stvarstvo in za zdravje, ki nam ga podarjaš tudi po zdravilnih zeliščih. Prosimo te, blagoslovi ta zelišča, naj nas spominjajo na te in na tvojo dobroto. Na Marijino priprošnjo nam podari zdravje in nas varuj hudega, naj se pridružimo hvalnici vsega stvarstva in da slavimo po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem Gospodu, ki živi in kraljuje vekomaj. Amen. Tako sedaj pa povabljeni, da gremo še v cerkev in skupaj obhajamo sveto Evharistijo. Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli v Tečah.
Lepo je videti in Bogu smo hvaležni za to, da smo se spet v velikem številu zbrali na žegnanju in obenem že 3. leto zapored na praznovanju občinskega praznika v počastitev Franca Pirca. Lepo pozdravljam župnika Kancijana, ki bo daroval sveto mašo, župana dr. Milana Balažica in vse prisotne. Pirčev spomenik, ki stoji pred župniščem, vabi domače farane in tudi romarje na ogled, na postanek z molitvijo in na obujanje bogate zgodovine naše župnije. Njegovi zavezi, dani leta 1824, da bo za več rodov naprej poskrbljeno za redno vzdrževanje župnišča ter obeh cerkva, farne cerkve svetega Jerneja in podružnične cerkve svetega Mihaela, tudi po skoraj 200 letih vdano in zvesto sledimo. Tako kot vdano in zvesto sledimo tudi Božjemu glasu in poglabljamo našo vero. Na današnji dan, pred 5 leti, smo pri žegnanski sveti maši prisostvovali slovesnemu blagoslovu prenovljenega glavnega oltarja. Danes pa smo prisostvovali prav tako slovesnemu blagoslovu, tokrat blagoslovu obnovljene kapele, župnijske pisarne in učilnice v župništvu. Kot je zapisano v vabilu na današnje žegnanje, smo župljani zelo hvaležni moravškemu župniku Kancijanu Čižmanu, da je po smrti našega župnika, gospoda Povirka, prevzel našo osirotelo župnijo in da se skupaj s pomočnikoma, gospodom Povšnanjem in gospodom Dolencem, trudi za to, da imamo še naprej dobro duhovno oskrbo. Hvaležni smo tudi katehistini gospe Sabini, ki tudi skrbi za to, da naša župnija ostaja aktivna na vseh področjih delovanja. Vabim, da se najprej povežemo med seboj za doživeto in globoko sveto daritev, ki je pred nami. Na to praznovanje nadaljujemo na plesiš pred cerkvijo na tradicionalen način, s kratkim kulturnim programom, županovim nagovorom v občinskem prazniku ter druženju s pogostitvijo in srečelovom. Da bomo to sveto mašo, da bomo pri tej sveti maši molili in prosili z očiščenimi srci in s pravim namenom, zato priznajmo in obžalujmo vse, kar je bilo v nas grešnega in narobe v tem tednu, ki je za nami. Vsemogočni Bog, priznam, da sem grešil, v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame, Boga grešujočega. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Amen.
Slava Bogu navišava. Vsem, ki te bodo klicali, pomagaj, da bo tukaj moč tvoje besede utrjevala srca vseh vernih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. To je govoril Gospod upravniku dvora Sodno. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eliakima, Hilkijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoje oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše. Ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta. To je Božja beseda. Veselimo v njem.
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljana. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti z njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Svoje učence, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so, eni, da je Janez Krstnik, drugi, da je Elija, spet drugi, da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je, kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus pa mu je dejal, blago ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti niste razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, karkoli bo zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj je učencem naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tudi jaz še enkrat lepo in iskreno pozdravljam v naši župinski cerkvi svetega Jerneja, spoštovani gospod župan, gospod Milan Maležic, podžupan Ivan in tajnica Sara in vse goste, ki ste danes tudi od kjer drugje prišli, da bomo skupaj praznovali, kajti vsako leto je žeganska nedelja praznovanje našega zavetnika, svetega Jerneja, tisti trenutek in tisti dan, ko se radi zberemo tukaj. Najprej zato, da bi v cerkvi se skupaj Bogu zahvalili za vse, kar prejemamo. In ta naša lepa cerkev, za katero Frani tako lepo skrbite, že prej moji predniki in tudi Frani ste se trudili, da je danes cerkev zares čudovita. Postopiš noter, te prevzame lepota oltarja in slik in vsega, kar nas nagovarja, da bi odprli naša srca za presežnost našega življenja, za tistega, ki nas je priklical v življenje in nam v obilju želi dajati darov in milosti. Ja, hiša molitve tudi tukaj v Pečah je srce našega kraja, je srce naše župnije. Tukaj se zbiramo v skupni molitvi in včasih mi kdo reče, veste, gospod, sej ni nujno, da greš v cerkev, jaz veliko lažje molim v naravi, na sprehodu, ko grem v gore. Res je, hvala Bogu,
tudi taka molitev je vredna in tudi to je dokaz, da obstaja ognj, katerega slutnjo nosimo v svojih srcih in ki ga lahko občudujemo v lepoti narave, v skladnosti vsega, kar je. Ko sem bil otrok, je bilo zame eno tako zelo hudo odkritje, to, da je naš planet Zemlja, ki je tako neznaten v neizmernem vesolju, ravno prav oddaljen od Sonca. Če bi bili bolj blizu, bi enostavno zgoreli, če bi bili bolj oddaljeni, potem tudi planet ne bi obstajal. Za mene kot otroka je bil to res dokaz, da je nekdo, ki skrbi in nas vzdržuje v življenju. In potem vedno znova znanstvena odkritja, kje se sploh konča vesolje, kje se končajo galaksije. In dobesedno, včasih, ko na nekaterih mestih v Svetem pismu piše, da je zvezd na nebu toliko kot peska na morski obali. Pa sem si mislil, da je to samo taka alegorija, ena prispodoba, ko si morda lažje predstavljamo. Vedno bolj se dejansko izkazuje, da je tudi teh galaksij in zvezd dejansko toliko, da jih nikoli ne bomo mogli prešteti. Zato tudi apostol Pavel v današnjem berilu pravi, kako nedoumljiva je globočina Božjega veličastva in njegovega spoznanja in njegove previdnosti, s katero vse to vodi. In ena pot spoznanja živega Boga je prav občudovanje stvarstva, občudovanje narave. In potem druga pot je pot razodetja. Bog se nam razodeva po Svetem pismu, po Božji besedi in po sakramentih, ki jih skupaj obhajamo. To, da nedoumljivi in veliki Bog prihaja med nas in nam daje očitna znamenja, tudi bolj prikrita znamenja svoje ljubezni, je tisto, da tudi mi odpiramo srce za to spoznanje Božjega in res potrebujemo hišo molitve, v kateri se zberemo skupaj, kajti ljudje smo tudi socialna bitja, potrebujemo drug drugega. Ne morem vsega pojesti sam, ne morem se veseliti sam, ne morem praznovati sam. Tudi moliti ne morem vedno sam. Pred kratkim je ena gospa rekla, ki so doživeli tudi poplave. Blizu Komende je rekla, pa pri nas ni bilo tako zelo hudo. Ni veliko vode prišlo v naše stanovanje, v tistega mulja. Rekla pa kakorkoli, ko sem videla to, kaj se je zgodilo ostalim, ko je voda zalivala, odnašala imetje, stvari, avtomobile, hiše. Rekla, se zažre to v človeka in sedaj se velikokrat zbudim sredi noči in ne morem zaspati, ker je to nekaj tako težkega, da človek se enostavno zažre v človekovo srce. Rekla, veste, tudi moliti ne morem dolgo časa, pa je zelo globoko verna žena. In je rekla, ljudje potrebujejo v tem trenutku samo besedo, kako si kaj, ali kaj potrebuješ. In že to je ena velika tolažba in ena veliko olajšanje. Je rekla, potem pa molim za zelo kratkimi molitvami in vzdihi več ne moram. In rekla je, vem, da on čuti z nami. Vem, da ve, kako se mi počutimo in da je to velika preizkušnja vere za te ljudi, ki so izgubili vse, kar so imeli. Verjamem, da se marsikdo sprašuje, zakaj Bog dopušča naravne nesreče in katastrofe, zakaj dopušča tako hude stvari. Danes zjutraj sem slišal eno smrtnico, najbolj še bil to en otrok,
ker je bil na koncu, je rekla, da je bil junak 3. nadstropja v kliničnem centru. In tudi smrt otrok je za nekoga zares hudo vprašanje, zakaj vse to Bog dopušča, zakaj tega ne naredi drugače, da ne bi bilo trpljenja tistih, ki niso pravzaprav nič krivi. Ni enostavnega odgovora. Bog dopušča tudi težke stvari, ampak ne zato, da bi človeka uničil, ampak da bi na drugačen način prišlo na dan veliko dobrega in lepega. Mnogi ljudje so se ob teh ujmah zganili in pomagajo in še bodo pomagali in tudi mi bomo pomagali v prihodnosti vsem tem ljudem, da bo njihovo življenje postalo bolj normalno, da bodo lahko zopet zaživeli v miru in da bodo lahko naprej ustvarjali v svojem življenju. Veliko teh človeških vezi, solidarnosti, pomoči, skrbi, molitev, vse to je v obilici. To, kar je voda odnesla, sedaj prinaša človeška dobrota in pozornost mnogih. In vendar preizkušnja in izziv vere bo za mnoge ostala. Ta žena mi je dejala, veste, verjamem in zaupam, da nam Bog pomaga in da bo v prihodnosti lepše, da se bodo stvari zopet normalizirale. Ohraniti vero v takih hudih preizkušnjah je nekaj lepega in nekaj junaškega. Zato pa je potrebno, da iz dneva v dan gradimo tiste drobne mostove in dodajamo drobne kamenčke naših molitev in naših prošenj Gospodu, naj nas spremlja, naj nam pomaga, naj nas navdihuje, da bomo znali in vedeli, kako lahko pristopimo k sočloveku, kako lahko rečemo neko tolažilno, modrilno besedo, ne tisto rutinsko, v katero niti sami ne verjamemo, ampak da v sebi čutimo to sočutje, to sočloveka in da mu želimo stati ob strani, da mu želimo podati iskrico upanja in svetlobe, kajti Bog nikoli ne zapusti človeka. Tudi takrat, ko vse izgleda zelo hudo. In tako kot je tisti človek sanjal, da so 2 stopinj, je vprašal, potem, ko je prišel v večno življenje, je rekel, Jezus, vedno sem bil s teboj na vseh poteh tvojega življenja. Potem sem bil nekoč samo 1 stopinje, druge so izginile. In je rekel, gledaj, ko je bilo pa najhujše, si me pa zapustil. Je rekel, Bog ne. Takrat sem te vzel v svoje roke in sem te nosil na svojih rokah. In blago nam, če bomo pletli in gradili tako trdno vero in zaupanje. In ta naša lepa hiša molitve, hiša svetega Jerneja, ki je bil nekoliko na začetku kar ironičen, ko je slišal za Jezusa, je rekel, iz tistega zakotnega Nazareta že ne more priti kaj dobrega, sploh pa ne Mesija, ki ga vsi pričakujemo. In potem, ko ga je spoznal, je takoj začutil eno privlačnost in je potem postal z Jezusom kot eden izmed 12 in potem v njegovem smrtnem stajenju je menda znanjal evangelij v Indiji in v Armeniji, da bomo tudi mi sledili temu zgledu, pa sledili našim prednikom in njihovi veri. Tudi oni so bili velikokrat na preizkušnji. Gospod Bog je enkrat govoril, ko je predstavljal knjigo Franca Pirca, da so bila leta, sem 1 ali 2 leti, ko ni ničesar zraslo, pa nihče ni vedel zakaj, ker je menda v Indoneziji izbruhnil vulkan
in je bil tak oblak pepela, ki je segal tudi nad Evropo. In so bili v tistih letih v hudem pomanjkanju in lakoti, pa potem kušne bolezni, vojne, druge preizkušnje. Vse to nam kaže, kako so zmogli in znali vse prestati, vse preživeti in ohraniti trdno voljo do življenja. Verjamem, da tudi zaradi hiše molitve, tudi zaradi tega kraja, kjer smo mi danes, kajti tudi mi tukaj danes doživljamo lepoto našega življenja v praznovanju in čutimo, da je on z nami in da nas krepi v našem življenju. In zato smo povabljeni, da bi še naprej odpirali svoje srca za njegovo navzočnost in njegovo pomoč. Verujem v enega Očeta vsemogočnega, slavnega nebesne zemlje, vseh nebih in nebih stvari, in venega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorodjenega Sina Božjega, ki je začeta rajnega zemljeveki in je Bog od Boga dušo duši, raje Bog od kralja Boga, raje nastaje, enega se začelo, in nekaj se razpravljeno, ki je zaradi nas živi, zaradi našega zamišljanja, išče res, in se res posebno Bogu, iz Marije Device, in postal človek, bil je tudi pričan za nas, od Poncija Pilata trpel, in bil položen, in tretji dan je vstal, obnečevan pisma, in je šel v nebesa, se na resnici očevajo, in ko spet prišel stari svoj življenj mrtve, in njegova bolezen do konca, in v svetega Duha Gospoda Božjega, ki izhaja iz začetka Sina, ki ga začetka in Sina molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in verjamo sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamo in razpoščanje grehov, in pričakujem vsega mrtvih in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, Gospod Jezus ostaja svoje cerkve in obljublja, da je peklenska vrata ne bodo premagala, zato ga zaljubno prosimo. Podpiraj papeža, da bo vest edinosti in steber pravega nauka. Prosimo, da različi nas. Pomagaj državnim voditeljem, da bodo svojo službo opravljali v blagor človeštva. Prosimo, da različi nas. Varuj vernike, da bomo kljub preizkušnjam postali zvesti zaupanim nalogam. Prosimo, da različi nas. Vodi razvite države, da v želji po napredku ne bodo prestopale etičnih meja. Prosimo, da različi nas. Podari nam milost, srečne zadnje ure in varuj vse pred poseganjem v življenje. Prosimo, da različi nas. Gospod Jezus, utrdi nam vero in daj, da bomo hvaležno sprejemali, kar te prosimo, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo delitev. Naj sprejme Gospodovi za svojo roko, hvala in čast svojim imenu, blago prinese svojo. Gospod Bog, naj ti bodo všeč darovi, ki ti jih cerkev danes vesela prinaša. Tvoje ljudstvo, ki se bo zbiralo še naprej v tem posvečenem hramu, da bi obhajalo svete skrivnosti, naj doseže večno življenje. O Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim Bogom. Višku srca. Imame k Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po tvoji dobroti so naši predniki zgradili ta dom, v katerem zbiraš svojo družino in izkazuješ dobrote svoji cerkvi, ki potuje tebi. To je podoba tvoje skrivnostne zaveze z nami. Na tem kraju si zida svetišče iz živih kamnov in po svetu razširjeno cerkev združuješ v skrivnostno telo tvojega Sina, dokler se naše upanje ne dopolni v nebeškem Jeruzalemu. Zato te skupaj z vso množico svetih v svetišču tvoje slave hvalimo, slavimo, poveličujemo in ti kličemo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje in vzel Jezus kruh, se zahvalil, ga razlomil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel tudi kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in telik zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponično prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, našim nadškofom Stanislavom, pomožnim nadškofom Antonom in Francem in vsemi, ki služijo oltarjev. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Še posebej ti danes priporočamo vse naše pokojne Frane in tudi pokojnega Franca Kneza in vse ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, svetim Jernejem in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni in da bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusus Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse vike vekov. Hvaležnosti in veselja skupaj zapojmo Gospodovo molitev. Pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekova. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrpijo v miru in njegovih popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekoma. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Da bomo tudi mi tisti ljudje, ki dobro v svojem srcu mislijo in ki to dobroto in mir delijo tudi s drugimi, v znamenju te naše povezanosti in današnjega praznovanja svetodanne pesnice. Amen.
Gospod, nisem vredna, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravi na moja duša. Kdor uživa ta mir, uživa vek. Amen. Amen.
Zahvaljen odrešenik za skrivnostno vez, ki nas druži v enost. V hrano nam daješ svoje telo, da moramo rasti iz tebe in se v edinosti povezovati v cerkev, v občestvo svetih. Po moči Božje besede izmivaš našo grešnost, čutimo tvojo ljubezen. Zahvaljen za dar telesa in duše, da si moramo biti bratje in se podarjati drug drugemu. Očiščuj nas s kopeljo vode in besede in ostani z nami, Gospod. Gospod govori, moja hiša ne bo hiša molitve. Kdo tukaj prosi, prejme, kdo išče najde in kdo trka, se mu bo odprlo. Molimo. Večni Bog po teh svetih darovih, ki smo jih prejeli, naj raste v naših srcih tvoja resnica. V tej cerkvi naj te znova in znova častimo, nekoč pa pred tvojim obličjem za vsemi svetniki slavimo. O Kristusu našem Gospodu. Ne bo še ene pridige na koncu, ampak čist kratka ostanila svete maše v tem tednom, v torek zahvalna naša mašaletnega društva ob 6. Ob 6. v sredo za Jožeta Barbaru letna, pa v petek za Pavlo in Jana za Pilco letna, ter v soboto zvečer za Ukačeve, danes tedeno ob 8:30, za pokojstvene starše Veroniko in Jožeta Stenko. Še to, danes bo v gradu Tuštan po 6:30 zvečer dobrodelni koncert komornega zbora Limbar, v katerem bodo gostje tudi Rauvari, pa gradski oktet, tudi Klapa Sidro in dobrodelni oziroma prostovoljni prispevki bodo namenjeni družini, ki je v poplavah izgubila čisto vse. Torej, povabljeni zvečer ob 7. Peščino, če bo slučajno kakšna nevihta, potem je rezervna lokacija Kulturni dom Lukovica. Gospod Čupan pravi, da bo eno, jaz ne mislim. Sem pa že mislil, da bo gospod Čupan rekel, da bo pa lahko v novih dvorani v Moravčah. To pa še ne, kmalu pa. Bo pa v petek ob 6. zvečer otvoritev in tudi blagoslov tega veličastnega objekta, športne, kulturne dvorane in prav tako lepo povabljeni. Med nas smo povabili tudi škofa gospoda Jamnika, ki bo blagoslovil to športno dvorano. Ob koncu bi se rad zahvalil seveda gospodu županu za njegovo navzočnost pri tem našem praznovanju, gospodu Vidicu in čisto vsem, ki ste prišli od blizu in daleč, sem, da danes skupaj praznujemo. Rad bi se zahvalil vsem izvajalcem, ki so v preteklih mesecih s tako skrbjo obnavljali kapelo in veroučno učilnico in pisarno. Seveda boste lahko pokukali noter, je vse odprto, ko se greste malo gledati. Ponosni smo na Plečnikov oltar, ki so ga pripeljali v Peče nekoliko časa nazaj. In vsi vemo danes, kdo je veliki arhitekt Plečnik. In eno drobtinico njegovega ustvarjanja imamo tudi v Pečah in to smo ponosni. In to nas je tudi spodbudili, da smo dodali še nekaj, ni bilo treba ne vem koliko, ampak vse je, kot je nekdo rekel, tako domiselno in urejeno. In čeprav je bilo teh ljudi, ki so res s srcem delali pri tej stvari, bi omenil samo gospod Nino Dolič-Majdič, ki je bila idejna voditeljica vsega
In ne vem, če je kdo štel, kolikrat je pošla iz Moravča v Peče za različne stvari, zato da je danes vse res na svojem mestu in verjamem, da bomo radi se zbirali v tej zimski kapeli in tudi, da je to res hiša za vse farane in vedno res dobrodošli v našem župnišču. Tako, zdaj pa ostane samo to, kar je že Matjaž povedal, da se na koncu, torej nadaljuje na plesiš. A to se včasih plesali? Tudi mi na svoj način, ampak da boste do tega plesiša prišli, boste pa skozi zakristijo, pa še prej bo tega. Edinka podobnost je, drugač pa verjamem, da bomo se še zadržali, potem na plesiš, da si bomo kakšno rekli, menda je kar 600 dobitkov na srečolovu. Krasno. In to moramo vse danes to. Ne sme nič ostati, ne? Ja. In tako naj bo danes še naprej eno lepo naše skupno praznovanje. Gospod za vami, in svojim duhom, vas blagoslovil samogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Amen.
Verjetno kdo ve, koliko je star, ampak skozi na tem mestu. Že moj starata je klical z njega, ne. Na strani je bil, to se pravi, bil je pa na plesiš. Zdaj ste na plesiš, ne bomo plesali. Pozdravljen še enkrat, prej sem pozabil pozdraviti tudi gospoda podžupana Ivana Vidica, mislim, da je tukaj nekje med nami. Župan pa stoji tukaj poleg mene, pa bo pol tudi kratek nagovor imel. Zdaj, ko smo se duhovno nahranili, je najbrž prav, da se še telesno in kulturno okrepčamo. Glede na vreme in na to, da se marsikdo že dolgo ni videl, ne bomo predolgi. Glede na to, da ima tudi peški oktet tam na svojo stojenco, mislim, da je prav, da tudi eno zapoje. Oktet peške aztekije, pa bi eno zapel, no. Potem bo pa župan spregovoril nekaj besed, zato da mi umirimo ljudi, pa damo prostor županu. Začnimo vrsti biti, se mora nam pod srce priti. Pajci, peci razbijaj, da vse srje odstreci. In tako se mi zbijaj, to me srčno veseli. Pika pok, pika pok, pika poka, pika pok, pok. Pika pok, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, poka, pika pok, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika pok. Dole pika, pika in pa stoka, služil si bo komaj krop. Prav mladič, tako da do najboka, da od Boga skače snop. Pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika poka, pika pok, pik pok. Zdaj pa prosim gospoda župana, dr. Milana Balažica, da nam spregovori nekaj besed. En lep dober dan, upam, da bom lovil ravnotežje, zato bo tudi govor moj primerno kratek, pa tudi vreme ni za dolge nagovore. Kole bom rekel, imamo eno čudovito, spet čudovito Jernejevo nedeljo in smo vsi veseli, da smo se lahko takole zdravi in brez kakšne poškodbe našli na skupnem kraju, na tem Plesiš. Mnogi naši sodržavljani niso tako srečni kot mi in jih je kar udarila tale naša ujma, ki je bila, upamo, da jutri ne bo tako hudo. Res pa je treba povedati, da smo tudi Moravčani z cele občine pomagali prostovoljno, gasilci še večkrat s celimi ekipami, z vso našo mehanizacijo pomagati po celi Sloveniji, ne samo v okoliške občine, tako da smo dali svoj delež, tudi naprej bomo še pomagali poplavljencem, da si uredijo svoje življenje. Na naših krajih se pa vidi, da so naši predniki, ki so se naseljevali, vedeli, kam prideti, kam se naseliti. Pri nas je težko imeti tako poplavo,
ki živimo v krajih, ker mehni potočki izvirajo in to kljub nalivom težko naraste. Pa še to, naši babice in dedki so vedeli, kje graditi, nikoli niso gradili ob vodi in zato je tisto, kar je bo poplavno območje, vedno poplavno in ga pustimo, da se potok razlije. Pa nekaj mostov novih imamo, tako da voda teče dalje naprej in smo na varni strani. Tako da bom rekel, tudi sicer napredujemo, Peček kot kraj, ki zadnja leta dobiva tudi nove stvari, je vse lepši kraj. Dobili ste novo športno ploščad, zdajle končno po velikih mukah se dobiva tudi optika, nekaj cest okrog je asfaltiranih, pa še kaj bi se našlo, skratka, plus tega pa seveda ta čudovit spomenik Francu Pilcu, ki ga opazujemo, občudujemo ob župnišču. Za konec samo še to, da bi vas vse rad povabil dejansko naslednji petek ob 6. zvečer na svečano odprtje te naše nove velike pridobitve. Nekoč, kot veste, šola stala tudi tu v Pečah. Škoda, res napaka, mislim, da je storjena, da je bila ukinjena, ker imate veliko otrok, vse več otrok je in bi lahko hodili tukaj v Peče, ampak zdaj je, kar je. Bomo pa pač zato odprli povečano, polepšano, modernizirano, veliko novo šolo v Moravčah. Ves trd del odprej je obnovljen z novimi vrati, nova okna, nova streha, nova fasada in tako naprej. Največji seveda dobitek je pa ta velika športna dvorana, kjer smo na željo ljudi se potem tudi odločili in bomo športno dvorano imenovali po našem velikem športnem asu Primožu Peterki. Mislim, da si zasluži takšno dvorano in bo naprej krepil ta športni duh med Moravčani. Na svečano smo povabili tudi državne voditelje, tako da med drugimi je že potrdil tudi, kot je gospod župnik Kancjan povedal, gospod Škof Jamnik. Veseli smo tega, da bo on blagoslovil to našo pridobitev in lahko rečem, da bomo s tem dobili nek hram znanja, učenosti in hram zdravja kar za celo 21. stoletje. Tako da vsi vljudno vabljeni in vas bomo veseli. Zdaj pa za konec vam želim samo prijetno nedeljo, prijetno druženje in pa zahvala vsem, ki ste prišli, pa ki ste pripravili tale program, zahvala Peškemu oktetu seveda in lepo se imejte, vse dobro in lepo Jernejevo nedeljo v Pečah. Hvala lepa. Vse gospod župan bi bil krajši, ampak ste slišali, je toliko novih stvari v Moravčah, da ne more biti bolj kratek. Drugač pa tudi letos nismo pozabili na vse Jerneje, nejce, nejke, vsi Jerneji, vsi, ki imate god po našem farnem zavetniku pod Svetem Jerneju, vas vabimo po skromna, tradicionalna darila. Tukaj tla jelka jih že ima, boste lahko zbrali. Ni pa potreben oseben dokument, vam verjamemo na besedo. Jerneji, Jernejke, nejci, kje je kjer? Tamle je že Jernej, tamle je že Jernej, mislim, da je Jernej, ne? Jelka, boš ti to malo. Tisti sajt, ki bojo pa Jerneji, pa nejke sem hodile, nam bo pa Matjoš Mars kakšno na harmoniko zaigral, no. Ja, vsi ostali pa ne pozabite na bogat srečolov, pa dobrote, ki so jih spekle naše pridne gospodinje, seveda pa Peški oktet, tamle ima stojnico, mislim, da CD prodaja en tak lep spomin, en tak lep spomin na Peče je tudi to. Zdaj pa Matjoš Mars. Thank you.